In če se sedaj vrnem na starostne skupine, je to tista slika, ki pravzaprav nam kaže, da smo z cepljenjem v starostnih skupinah naredili, teh starejših starostnih skupinah naredili veliko. Kot že nekaj časa vidimo precejšen upad števila obolelih v teh starostnih skupinah 65+, nam pa narašča število obolelih v starostnih skupinah med 15-24 in v višjih, to se pravi od 35 do 44 let. Zato je pomembno, da se seveda cepljenje z vso polno mero nadaljuje in razširi na celotno prebivalstvo, kajti tudi tukaj bo potrebno narediti en premik dalje in zajeziti to širjenje. In če pogledamo tedensko število potrjenih primerov med vsemi prebivalci in oskrbovanci, vidimo, da je prav ponovno to, kar potrjuje tisto, kar sem prej rekla, torej kaj smo z cepljenjem v starostnih skupinah naredili, namreč izjemno malo število obolelih med prebivalci, oskrbovanci domov, vidi se ta upad po tednih in v naslednji sliki prav tako, ko gledamo smrti, vidimo izjemen upad števila smrti med starostniki in oskrbovanci domov starejših občanov in še to pravzaprav gremo v ta sklop naše definicije 28 dni cepljeni, torej tisti, ki so 28 dneh pred smrtjo preboleli, ne glede na cepljenje ali ne in ne glede na to, ali so še dodatni vzroki, torej gre za en širok spekter definicije, kamor uvrščamo te smrti. In če isto pogledamo še po dnevih, prav tako vidimo, da v zadnjem času vedno več dni je tistih, kjer je potrjenih oziroma pri katerih je umrlih z potrjeno okužbo v 28 dneh pred smrtjo, vedno manj med oskrbovanci pa sploh.